Živijo, dragi moji, in lepo pozdravljeni. Kristi, se ti tokrat oglašam z enim takim čudovitim, kratkim sporočilom, pa vendarle je bil tako močan, da sem definitivno mogla posneti tole vsebino, da ti ga povem. Prihaja Velika noč, kmalu bo Velika noč in ogromno ljudi je v tem času, ker smo tako seveda tudi naučeni, zelo naravnanih na družino, na ljubezen, na pogovore, na sočutje in na nek mir, usesti se, družiti se in tako naprej. To je vse lepo in definitivno to močno spodbujam, pa vendarle mi je Jezus rekel, in verjamem, da boste pogledali ta video vsi tisti, ki potrebujete to sporočilo, da je pa mogoče on opazil in se bi mogel tudi pri sebi to opaziti, da kaj je pa sočutjem do sebe, da ogromno ljudi je pripravljenih odigrati prave vloge, torej ponuditi neko sočutje, pogovore, družini in tako naprej. Kaj pa ti? Jezus pravi, da vas je ogromno, ki čutite krivdo, si delate ves čas samo sabotaže, se bičate, z ne vem, obtoževanjem in čem in zahtevami in kaj bi vi mogli, in dosti izmed vas je od tega že utrujenih. Lepo je, da dajete drugim ljudem energijo, se pogovarjate z njimi, vam je mar za njihovo življenje, vendar Jezus tokrat pravi, glede na to, da je bilo leto 2020 resnično naporno in nekako 2021 je temu še malo sledilo, da ne pozabiti, da če daješ sočutje pa ljubezen, da v bistvu ta ljubezen in sočutje morata priti iz tebe. In najprej moraš to sočutje in ljubezen imeti do sebe. Če ne, se ta bazen energije s časoma izčrpa in tudi ti nimaš več kaj za ponuditi. In potem se ti začne dogajati podzavestne zamere do ljudi ali pa razočaranja, ne zaradi tega, ker bi bila ti slaba oseba, ampak zato, ker nimaš energije. Če to ni del tebe, ti tega ne moreš deliti naprej. Zato, če mi hočemo ponuditi sočutje en drugemu, če mi hočemo biti te ljubeče osebe, mora to iti čez nas. Zato te res nekako Jezus nagovarja, da ne pozabiti na to. Bila je sicer mečka neplanirana, ampak pravi sem neplanirana, zdaj najboljše sem se odločila, da definitivno podprem vse te ljudi, ki čutite to. 5.4. na velikonočni ponedeljek organizira meditacijo samo zate. Samo zate na spletni strani, mislim na spletu bomo imeli meditacijo z Jezusom, kjer se odvežeš od trpljenja, od krivde, od samosabotaže, od začaranih krogov, kjer ne moreš se stopati in zgubljaš sebe. In ker je to tako ljubeče bilo predano, sem se odločila, ker Jezus pa angeli se imajo pa radi, no te verjeli, da tokrat dodam še eno posebno darilo, da vas podprem vse te ljudi, ki to rabite obnoviti, to ljubezen do sebe, in boste za darilo dobili tako imenovano meditacijo. Angelski SOS sem dala naslov. To je res samo par minutna meditacija, tako še 10-minutna meditacija ni, ko nimaš časa za dolge meditacije in ko vedno rečeš, da imaš čas za nekoga drugega zase, pa ne, ampak razumeš, par minut pa imaš, da si lahko vsaj takrat predvajaš to meditacijo in angele zaprosiš za hitro intervencijo, da se nekaj na hitro zgodi. Nikoli še nismo imeli tako kratke meditacije, da bi bila takole intenzivna pa hitro delujoča, ampak angeli so mi obljubili, da bojo tokrat pomagali in posnela se ta prelepa meditacija. Pridruž se nam, ne bo ti žal, prelepo darilo, prelep večer bom pripravila zate. Vse ostalo bo naredil Jezus, poglej si na potovanje duse.si in se te veselim.